Ptuj je že tretjič zapored gostil najboljše slovenske igralke in igralce v odbojki na mivki. Čeprav je letos precej nagajalo vreme, pa so organizatorji zadovoljni z opravljenim. Tudi z obiskom gledalcem, ki so jih opremili s balerinami, da so slednji kljub nekam kapljam dežja nemoteno gledali spektakel na mivki. Organizacija lahko rečem, da je potekala tako, kot smo si zamislili. Zdaj nam nekoliko nagaja vreme, kot že tudi prejšnja 2 dneva, vendar smo doslej uspeli še vse izpeljati po načrtu. Tudi mislim, da bo šlo tole, kar se zdaj dogaja tukaj za nami, hitro mimo. Le upam pa, da bodo gledalci ostali na tribunah. Turnir raste zelo uspešno, seveda ga je letos oklestila gospodarska kriza, tako tudi vse ostale stvari, ampak je vedno boljši, vedno več se dogaja. Mislim, da so tudi ljudje se vedno bolj zavedajo, da je Ranca odlično prizorišče za odbojko na mivki in pridejo v zelo velikem številu. Tako da mislim, da bo ta turnir prerastel v okvirje mogoče kdaj celo nacionalnega mastra in posegel tudi po Satellite Challenger ali celo po FIVB kroni. Ta turnir zelo napreduje, sam mislim, da je še potem nek dodatni korak, da bi prišli še močnejše ekipe, ampak nama je to, da bo to v mojem bolj težko iz finančnega položaja. Ja, vse skupaj in tisto s koncertnim delom, zabavnim delom, mislim, da je v lanskem letu bilo tukaj na Ranci okrog 15.000 ljudi in nekaj takega pričakujemo tudi letos. No, zdaj pa tudi odvisno, kaj bo jutri z vremenom, kolikor bo res deževalo, kot je napoved, bo ljudi verjetno precej manj. Andreja Vodeb in Martina Jakob sta prvi slovenski zmagovalki mednarodnega turnirja Beachmaster na Ptuju. Že dan pred finalom sta dali vedeti, da si še kako želita kot prvi Slovenki prvič stopiti na najvišjo stopničko. Ja, zdaj letos sester Fabijan ni, vedno sta bila v finalu, sicer nikoli nista realizirali te zmage, tako da upava, da bo vas zmago v polfinalu to priložnost dobile midve in da bo slovenski Beachmaster končno po 3 letih osvojila ena slovenska ekipa. Kje so vajni cilji v tej sezoni? Morda naslednjo leto olimpijske igre mislim, da niso dosegljive, ne? Olimpijske igre so dosegljive strašno težko, tudi prek londonskih oziroma teh kvalifikacij, ki jih igramo znotraj Continental Cupa, ki ga bomo v Kopenhagnu odigrali, je to v bistvu res ena znanstvena fantastika. Letošnjem letu bi se morali uvrščati med 15 na svetovni seriji, kar se je jasno izkazalo, da se še ne morava. Tako da letošnji najini cilji so sigurno osvojiti današnji turnir, da dava vse od sebe, osvojiti državno prvenstvo, pokazati še nekaj, kar so se naučile in potem uspešno zastopati Slovenijo v kontinentalnem pokalu in tam nadaljevati tekmovanje. Zdaj, kaj se bo pa izcimlo, je pa vprašanje, ker tako se splača na svetovno serijo v bistvu šele drugo leto, ko bo spet po olimpijskih in ko se da spet na malo lažji način dobiti točke in prihajati na glavne turnirje. Se je odbojka na mivki pri nas v zadnjih letih toliko prijela, da se morda da živeti od tega? Niti slučajno se od tega ne da živeti, ne. To je naša pobožna želja, ampak mi živimo od lastnega dela in v bistvu hkrati delamo vse druga zraven, ne. Tako da to se pol posledično odraža tudi na naših rezultatih, ne, ko je treba delati in igrati in trenirati. Dal bi se od tega živeti ponovno, če si tam nekje top 15 na svetu, s tem, da se mi zdi, da v Sloveniji trenutno sploh ženska odbojka na mivki, pa tudi moška večinoma igrajo dvoranski igralci, žensko je pa zelo veliko pomanjkanje ekip zdajle in tudi ne vidim nekih mladih, ekip, ampak ne vidim nekoga, da bi nasledil nas malo starejše izkušene igralke, tako da se bojim, da ko bomo odšle, da nekako bo kar malo mrtvila v odbojki na mivki. Brata Pokršnik, ki sta turnir na Ptuju že osvojila, sta že dan pred finalom želela spet najvišje. Tretjič v finalu, kako težko je bilo? Ja, rezultatsko gledano je bilo lahko, ampak vsaka tekma je zgodba zase, tako da igramo na polno, ne. In nama ratuje dejansko skoraj vseeno. Upam, da tako tudi v finalu, no. Gremo na zmago, ne, da spet osvojimo Ptuj. Kakšna se vam zdi letos konkurenca napram prejšnjih 2 let? Mislim, da letos konkurenca veliko močnejša kot lani, se imamo tukaj neki tujih ekip, ena ista kot lani, ampak res vse igrajo zelo dobro. Tudi slovenske ekipe so zelo dobre, ker se tudi videl prej v ostalih tekmah. Kot brata tvorita neko posebnost, tako kot sta prejšnja leta sestri Fabijan, kaj za to vaja predstavlja? Kaj vama pomeni ta bratski dvoboj? Ja, ne vem, pač včasih izgleda, kot da jaz točno vem, kaj bo on naredil, oziroma on točno ve, kaj bo vmes naredil. Morda je glih to, tisti 2-3 točke včasih, ko odločijo tekmo. Neka posebna kemija med nama, ko je ne može biti krtek z nekaterim drugim partnerjem.
mislim na to, ko igrajo tudi s srcem drug za drugega, to prija do teh rezultatov. Ne. Jaz pa mislim tudi to, ne, recimo gledam, eni lahko igrajo, ne, brat, sestra, kakorkoli, ne. Eni pač ne morejo, ne. Zdaj pač mi imamo to srečo, da se to razumemo oziroma v igrišču, da lahko igramo, ne, skupaj. Eni dejansko pa ne morejo. Ob robu dogajanja na mivki pa je fotografinja Špela Bokal poskrbela, da so njene fotografije mimoidoči gledali z velikim zanimanjem. Z organizatorji se je namreč dogovorila, da jih bodo skupaj prodali, izkupiček pa namenili mamografu za ptujsko bolnišnico. Zakaj te slike tukaj za teboj? Predvsem zaradi tega, da se pokažejo pač javnosti, da ni to samo en arhiv, ki pač ostaja pol na nekih diskih. Pa z organizatorjem sodelujemo že pač to zdaj 3. leto zapored in zaradi tega smo se odločili za to razstavo. Tudi bomo videli, kako bo drug let. Želje seveda so. Želje so tudi pač postaviti razstavo tudi kje druge še. Da bomo videli, je pa v mislih tudi to že za drug let. Ja.